ti, kira kikla me bara, tek je vremena klopa in lži, da me kvišno je gre spoznava, ko vsako leto na kopanje gre. Je pravim pa klejem, da snoč tot, pa noč ne zastopi, si mislim je gluha, pa povej mi še kaj, iz slike pokažem, pa atlas raztegnem, pa s prstom mažem, pa v meni še ti kuri, pa baba me gleda, kak jaz stojim, če sploh nimam ceste. Jaz sem pa Ivržnik, ko čakam na cesto že 40 let, 1 uro do Arje vasi. Jaz nucam po noči, po dnevi pa 3. Pol pa je varam kaj ko učitelj v Ljubljani, rada bi videl Korošce v osami, na uho ji šrajam, da očimo regijo med, pa drč na zastopi, ka oče nam ozet, pa tulim sodnike, fabrike pa štrom, pa policijo pa Eisenbahn. Pol pa še varam kaj ko arhitekt v Ljubljani, če danes rado vidi Korošce v osami, šte konč ne gre, je šrajam po osi, že 40 let grejo po konci na mosi, z biciklom se vozim, pa tulim, pa pišem, da cesta bi bila nam zlata. Jaz sem pa Ivržnik, ko čakam na cesto že 40 let, 1 uro do Arje vasi. Jaz nucam po noči, po dnevi pa 3. Jaz sem pa Ivržnik, ko čakam na cesto že 40 let, 1 uro do Arje vasi. Jaz nucam po noči, po dnevi pa 3. Jaz sem pa Ivržnik. Hvala. Jaz sem pa Ivržnik, ko čakam na cesto že 40 let. 1 uro do Arje vasi, po noči, po dnevi pa 3. Milan Kamnik, naš trubadur, saj veste, izvirajo iz Francije in bili so glas ljudstva, občutljivi za zgodbe ljudi. Trubadurji pojejo z dušo in srcem. In ni naključje, da je ravno Milan Kamnik postal ambasador za 3. razvojno os, torej pot na Koroško. In Ivržnika je posodil in priredil za dosego višjega cilja. Četudi se nemalo kdaj zdi Ibržno ali donkihotsko početje vztrajanje pri tem, da je Koroška del Republike Slovenije, smo danes enotni, brez jasne predstave cilja in vizije, da bomo nekoč prišli od tu do nekod bistveno hitreje, varneje in po državljana vredni cesti, bi bil ta cilj še bistveno dlje od prve lopate, kot je danes. Dobrodošli na dogodku, kjer vsakoletno čestitamo in se zahvalimo za trud, ter za to, da so v svoje poslanstvo sprejeli še to ne bodi si ga treba borbo za cesto. Za nekaj tako samoumevnega. Da pa ste prišli sem, pa ste prav zagotovo občutili, kako zelo potrebujemo to prometno povezavo. Prisrčno dobrodošlico na Koroškem izrekam tudi predsedniku Vlade Republike Slovenije, premierju Marjanu Šarcu. Ambasador Hočemo cesto je oseba ali organizacija, ki je s preteklim delom presegla okvire rednega delovanja, hkrati pa podelitev naziva pomeni tudi spodbudo za še aktivnejšo vlogo pri nadaljnjih prizadevanjih za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško. S to gesto želi Mladinska iniciativa za 3. razvojno os krepiti krog podpornikov in sklepati v naveznicah ljudsko koalicijo v prizadevanjih za cesto, ki za Korošce predstavlja mnogo več kot zgolj asfaltno povezavo s centrom. Lani so organizatorji Mladinske iniciative za 3. razvojno os v red ambasadorjev Hočemo cesto sprejeli novinarje na Koroškem, s pomočjo katerih je ta slogan dosegel vse Korošice in Korošce. In niso ostali pri obljubi, da se ne bodo ustavili s podeljevanjem nazivov zaslužnim in danes to obljubo tudi udejanjajo.
Pisalo se je leto 2014, ko je v duhu naveličanosti obljub nastala mladinska iniciativa za tretjo razvojno os. Mladi so prihodnost tako rekoč vzeli v svoje roke. In iniciativa je dokaz, da se aktivno državljanstvo obrestuje. Postali so redka, če ne edina iniciativa, ki podpira razvoj. V 5 letih prizadevanj, tudi ob kakem porogljivem nasmehu in nenehnem preskakovanju ovir, je mladinska iniciativa utrdila položaj pogajalca med regijo in državo v prizadevanjih za tretjo razvojno os. Kaj pa vam ob današnjem dnevu in dogodku sporočajo koordinator mladinske iniciative za tretjo razvojno os, Aljaž Vrhovnik. Spoštovani predsednik vlade, gospod Marjan Šarec, minister za finance in naš koroški rojak, dr. Andrej Bertoncelj, predsednik uprave Družbe za avtoceste, dr. Tomaž Vidic, državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo, gospa Nina Mauhler, koroška poslanca Jani Prednik in gospod Jože Lenart, župan občine Ravne, dr. Tomaž Rožen, župani in predstavniki sosednjih občin, cenjeni predstavniki gospodarske in obrtno-podjetniške zbornice, cenjeni ambasadorke in ambasadorji Hočemo cesto, gospe in gospodje. Dobrodošli na slovesnosti ambasadorji Hočemo cesto. Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os je bila ustanovljena julija 2014 kot spontan odziv civilne družbe mladih zaradi nujnosti izgradnje tretje razvojne osi na Koroško. Vsi se najbrž strinjamo, da se je o tej prometnici veliko govorilo, a premalo naredilo. Zato je mladinska iniciativa želela spremeniti to prakso. Poiskali smo argumente za gradnjo, ki se kažejo kot ključni zlasti na področju rasti blaginje, prometne varnosti in ustavitve bega možganov iz Koroške. Leto 2019 je prelomno in ne moremo biti zadovoljni z zamujanjem rokov iz protokola o gradnji tretje razvojne osi. A vendar ostajamo optimisti, saj se je sicer po hudih naporih in tudi po napovedi protesta izpeljalo aktivnosti do te mere, da je prva lopata, vsaj upam tako, samo še vprašanje časa. Tako na vse zadnje tudi kaže zadnja volja vlade in državnega zbora, ki je danes tudi v drugem branju potrdil predlog poroštva za tretjo razvojno os. Izgradnja tretje razvojne osi za Koroško ne predstavlja zgolj prometnice in nujno potrebne hitrejše povezave s centrom, temveč pomeni predvsem upanje. Korošci bomo v projekt zares verjeli, ko bomo videli gradbene stroje na trasi, pomirjeni pa bomo z dokončno izgradnjo te prometnice vse od avtocestnega križa do mejnega prehoda Holmec. Od zadnje prireditve ambasadorji se je veliko zgodilo. Konec leta 2018 nas je šokirala informacija, da se bosta pričetek in zaključek gradnje tretje razvojne osi zamaknila. V iniciativi smo vztrajali pri vsebini podpisanega protokola o izgradnji tretje razvojne osi na Koroško. Ta določa, da se bo gradnja pričela decembra letos. Izpolnjevanje vsebine dogovora iz protokola je ključnega pomena za vzpostavitev zaupanja med Korošci in državo. Začetek gradnje takšnega projekta, kot je tretja razvojna os, bo velikega zgodovinskega pomena za Koroško, potem, ko je v te kraje prišla železnica. Korošci od države pričakujemo odločno izpolnjevanje zavez. Tukaj mislim na dokončen sprejem poroštvenega zakona, ki pomeni jasen znak države, ali projektu daje zeleno luč ali ne. Aktivnosti Darsa so v zadnjem obdobju stekle tako, kot smo pričakovali že nekaj let nazaj. Končno je bil objavljen razpis za izvajalca gradbenih del in našla se je rešitev za prioritetno lokacijo začetka gradnje na odseku Gaberke. Prva lopata je za mladinsko iniciativo pomemben korak k resni nameri o izgradnji te 4-pasovne prometnice upanja. Poleg tega je naloga države, da vzpostavi sistem pokrajin, ki bo omogočal teritorialno učinkovito delovanje regij. Korošci nujno potrebujemo pokrajino. Vsako tako območje pestijo različni izzivi glede na geografske, demografske in mnoge druge specifičnosti. Korošci se moramo soočiti z izzivi, kot so brezposelnost, stanovanjska problematika in odliv mlade populacije.
Regija Koroška si mora povrniti upanje. Zato je gradnja tretje razvojne osi priložnost, da to naredimo. Cesta sama po sebi ne bo prinesla napredka, če ga ne bomo znali izkoristiti. Prepričan sem, da imamo na Koroškem dovolj znanja, da zmoremo premagati izzive sodobnega časa. Največji kapital pa so ljudje in njihova volja po napredku. To smo Korošci v preteklosti že večkrat dokazali. Zato je potrebno ustaviti pesimizem in vliti dovolj poguma med ljudi, da bomo zmogli premagati izzive vsakdana. Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os je dokaz, da so premiki še pri tako nedosegljivih projektih, kot je tretja razvojna os, mogoči. To energijo bi radi usmerili v prihodnost. S pričetkom gradnje tretje razvojne osi bo iniciativa po 6 letih dočakala težko pričakovani trenutek. To ne pomeni, da bo iniciativa ugasnila. Ta bo še kako udarila, če bo to potrebno. Ne pozabimo, severni krak tretje razvojne osi se konča ali pa začne na Holmcu. Glavni akterji mladinske iniciative pa že razmišljamo, kako bi pozitivno energijo in željo po razvoju prenesli tudi na druga področja. Razmišljamo o ustanovitvi gibanja, sestavljenega v medgeneracijskem duhu, katerega glavno vodilo bo povrnitev upanja regiji in preseganje delitev. Če želimo napredek, se moramo povezati, se moramo tudi slišati. Potrebujemo pozitiven pristop do reševanja izzivov. Pred regijo in tudi Slovenijo pa so mnogi izzivi. Mladi ne bomo stali križem rok, zato se moramo v reševanje izzivov družbe aktivno vključiti in pomagati iskati rešitve. Nerealno je pričakovati blaginjo brez vloženega lastnega truda. Mlade generacije smo dolžne pomagati domovini, da se izvije iz krize moralnih vrednot. Spoštovani, današnja prireditev Ambasadorji Hočemo cesto je tretja zapovrstjo. Mladinska iniciativa nazive podeljuje organizacijam in posameznikom, ki so svojim delom presegli okvire rednega delovanja svoje organizacije oziroma funkcije, hkrati pa je naziv spodbuda za njihovo aktivno prizadevanje za tretjo razvojno os tudi v bodoče. Mladinska iniciativa pohvali in graja, kadar je to potrebno. Letošnje nazive Ambasadorjev Hočemo cesto bomo podelili kulturnikom in novinarjem, s katerimi smo dobro sodelovali. Pesem je slovenski narod bodrila v najtežjih trenutkih. Zaradi sodelovanja kulturnikov je iniciativa dobila celo svojo himno, polno emocionalnih sporočil. Prvič pa bodo nazive prejeli tudi politiki. Morda se kdo sprašuje, zakaj ravno slednji. Dejstvo je, da so nekateri posamezniki svojim negativnim delom politiko tako popacali, da je v javnosti dobila negativen prizvok. Ne glede na to, pa so tudi politiki posamezniki, ki delajo dobro in s čutom za svoj domači kraj. S prejemom nazivov želimo ambasadorje spodbuditi, da svojo nalogo dokončajo. To pomeni pričetek in tudi zaključek gradnje tretje razvojne osi. Podeljevanje nazivov politikom pa ne pomeni sklepanje koalicij s političnimi strankami, saj ima iniciativa od vseh korektno enak in distančni odnos. Kot že rečeno, iniciativa pohvali, kadar je potrebno, iniciativa graja, kadar je potrebno in iniciativa udari, kadar je potrebno. Ob tej priložnosti želim čestitati vsem novim ambasadorjem Hočemo cesto. Vsem, zlasti pa častnim gostom, pa se zahvaljujem za udeležbo. Prisotnost državnega vrha in uprave Darsa nam daje upanje, da je država začutila, kako pomemben je projekt tretje razvojne osi ne samo za Koroško, temveč tudi za razvoj Slovenije in srednjeevropskega prostora. Iz tega mesta pozivam vse pristojne službe države in Darsa, da skupnimi močmi postorimo vse, da se bo gradnja tretje razvojne osi na Koroško končno pričela. Vrnimo upanje Koroški, saj Korošci hočemo prvo lopato. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot
Kot vsako resno gibanje ima tudi naša iniciativa svojo himno. Himno mladinske iniciative Zemlja Koroška smo spoznali letos poleti na otvoritvi informacijskega centra mladinske iniciative. Ljudje ponosni z ramo ob rami pod Peco in Uršljo smo mi gospodarji. Tako del besedila avtorja Božidarja A. Koleriča, ki ga tudi pozdravljamo med nami. In odtlej in že vse odprej, odkar pesem obstaja, je ta misel naše vodilo in uteha za pričakovanje tistih lepših časov. Korošci se moramo skupaj in vztrajno boriti, da smo gospodarji na svojem. Z željo, da bi bili še dobri gospodarji, pa ubiramo tudi manj uhojene poti. Boj mladinske iniciative za tretjo razvojno os so skupek kreativnih domislic, ki včasih študiozno razlagajo problematiko, spet drugič pa hodijo po robu sarkazma. Predvsem pa tako, da mladi v tej zgodbi uporabljajo vse svoje znanje in predvsem talente. Član iniciative Andrej Grobelnik je tako svojim glasbenim kolegom Maticem Knežarjem ponovno obudil in priredil skladbo Zemlja Koroška avtorja Božidarja A. Koleriča. Za skladbo sta skupaj z ostalimi mladimi koroškimi glasbeniki posnela tudi videospot, ki ga bomo danes premierno videli. Še prej pa nekaj uvodnih besed člana civilne iniciative Andreja Grobelnika. Prosim. Spoštovani, dr. Franc Sušnik je davnega leta 1953 zapisal: nekaj pa ne ugasne nikoli, če je enkrat ustrelilo, pripadnost in ljubezen do domačega kraja. Ljubezen in zvestoba našim krajem je pred 5 leti vzplantela tudi v članih mladinske iniciative za tretjo razvojno os. Jezni in ogorčeni nad stanjem smo naivno oblikovali majhno skupino somišljenikov in na podlagi strategije za mlade zaključili, da Koroška za svoj razvoj in obstoj nujno potrebuje boljšo cestno povezavo, potrebuje tretjo razvojno os. Akcije, ki so se zatem zvrstile, so danes le še zgodovina. Mnogi, tudi tisti, ki so danes tukaj med nami, so se nam takrat skrivaj posmehovali, češ še eno neuspešno iskanje pozornosti. Mi pa smo ustrajali. Za cesto smo zbirali podpise, za cesto smo 5-krat prekolesarili traso iz Koroške do Šentruperta, večkrat obiskali poslanske skupine, šli do predsednika države, spisali študijo in dokazali, kaj za mlade Korošce pomeni pasivna lokalna in državna politika. Oba pobudnika iniciative so tudi sama postala žrtve te iste politike in se v vmesnem času podala s trebuhom za kruhom in službo našla kakopak v Ljubljani. Ljubezen do domače grude pa je bila večja, tako velika, da sem v njej želel napisati pesem, ki bi opogumljala, ki bi krepila samozavest in opevala njene lepote in karakter tu še živečih ljudi. Ob večkratnih poizkusih sem ugotovil, da je težko bolje opisati Koroško, kot jo je Božidar A. Kolerič davnega leta 1993. Beseda je dala besedo in Božidar je v znak podpore tako pomembnemu projektu, kot je tretja razvojna os, dovolil ponovno obuditev in predelavo skladbe Zemlja Koroška, za kar smo mu v iniciativi neizmerno hvaležni. Za skladbo Zemlja Koroška, ki je postala tudi uradna himna mladinske iniciative, smo posneli videospot, ki si ga bomo sedaj ogledali. Naj izkoristim priložnost in se zahvalim še nastopajočemu spotu in tistim, ki so za zbor posodili svoj glas. V videospotu nastopajo Božidar A. Kolerič, Matic Knežar, Luka Pernek, Primož Tavdeker, Lucija Štrekelj in Dunja Vrhovnik. Svoj glas pa so v skladbi posodili še Dejan Dimec, Ditka Čepin, Gorazd Čepin in Gregor Šteharnik. Še vedno je srčna želja in upanje, da mladi rod Korošcev na krilih novega pozitivnega vala spozna, da se vztrajnost poplača, da je apatija nesmiselna in da se z malo volje da tudi na Koroškem poskrbeti za svojo prihodnost. In nam je predstavniki izvršilne veje oblasti ne zamerijo, če še enkrat več ponovim, da pod Peco in Uršljo ostajamo mi gospodarji. Želim vam prijeten ogled. Hvala. Še živimo ljudje, mehkih rok in čistega srca. Tu še luč gori, ob večerih vsi smo doma. Tu prepevamo še pesmi, ki učila jih je mati. Tu še vemo, kaj je to ljubezen dati. Zemlja Koroška, ruda
naše pesmi, ki učila jih je mati. Tu še vemo, kaj je to ljubezen dati. Zemlja Koroška, ruda domača, kdor te zapustil je, se vedno rad vrača. Ljudje ponosni z ramo brani, pod peco in ušljo smo mi gospodari. Zemlja Koroška, ruda domača, kdor te zapustil je, se vedno rad vrača. Ljudje ponosni z ramo brani, pod peco in ušljo smo mi gospodari. Pod peco in ušljo smo mi gospodari. Zemlja Koroška, četudi se zdi, da se leta že nikamor nič ne premakne, Koroška ostaja zaklad. A kaj ti bodo zakladi, če ostanejo skriti ali od Boga pozabljeni? Eno ključnih vprašanj letošnjega leta je bilo, ali bo vlada Marjana Šarca letos zasadila prvo lopato. V veselje in ponos nam je, da se je našemu vabilu odzval predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec. Z vsem dolžnim spoštovanjem, gospod predsednik, prosim, da nam kot današnji osrednji govornik namenite nekaj svojih misli. Spoštovani visoki gostje, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage Korošice, dragi Korošci. Zagotovo je saga, o kateri govorimo danes, že zelo dolgo prisotna na Koroškem. Slišali smo Milana Kamnika, ki je pel, da že 40 let čaka na cesto. In žal je tako na mnogih območjih naše domovine, kjer, če se ozremo nazaj, so bili zadnji projekti narejeni, večji infrastrukturni projekti, narejeni še v času socializma. Kavčičeva vlada je bila tista, ki je predvidela takšne velike projekte. Žal takrat ni bil izveden avtocestni križ, žal ni bilo izvedeno še marsikaj drugega. Tudi v energetiki je tako, pa še kje. In to je tudi posledica, da nimamo danes še tako imenovane tretje razvojne osi in da Koroška ni povezana z osrednjo Slovenijo na način, kot bi morala biti. Bile so obljube, bile so zaklinjanja, bile so tudi nerealne besede in tudi to je včasih prispevalo k temu, da so ljudje ali pa da ste ljudje potem tudi nezadovoljni. Bil sem župan 2 mandata in vem, kako težko je izpeljati kakšen projekt v naši državi. Vedno se najde nekdo, ki zadeve ustavlja, vedno se najde kakšen birokratski predpis ali pa kakšna civilna iniciativa in zadeva je končana za kar nekaj časa. Tako da sam nisem prišel sem dajati ne časovnic, ne obljub. Lahko rečem samo to, da se bomo zelo potrudili, da bi se zadeva začela odvijati. In kot smo slišali danes, civilna iniciativa ni tista, ki bi propagirala posamezne stranke in prav je tako. Kajti to niso strankarski projekti, to ni projekt ne predsednika vlade, ne posameznih ministrov, to je projekt vseh skupaj. Vsi skupaj se moramo potruditi, tisti, ki smo odločevalci, da se bo tretja razvojna os začela graditi. In to poroštvo, o katerem govorimo danes, je zagotovo tudi pogoj za to. Zato verjamem, da bodo vsa ministrstva, ki so pristojna za to, naredila vse,
da bi se zadeve premaknile v pravo smer. Ugotavljali so nekateri celo nekoč, da tretje razvojne osi ne potrebujemo, potem so prišli do tega, da jo, in danes smo seveda bližje temu cilju. Veliko bližje. In zagotovo je naloga vseh nas, ki smo v politiki in tudi drugih, da držimo skupaj in da se potrudimo za to cesto, ki jo potrebujemo vsi. Nihče ne more reči, da je ne potrebuje, in nihče ne more reči, da Korošci neupravičeno to zahtevate. Zato, kot sem rekel, ne dajem danes nobenih obljub, ne dajem časovnic, ker vem, kakšni zapleti so, vem, da se porajajo zapleti tudi naprej, potem, ne bom rekel nizvodno, ampak nizcestno, ko bi nekateri spet spreminjali trase, vsako spreminjanje trase pa zaustavi zadevo za 5 let. Trasa je bila izbrana, kakršna je bila izbrana. In s trasami je tako, če rešuje eno območje, je nesprejemljiva za drugo območje. Če bi rešili Slovenj Gradec, ne bi rešili Velenja, če rešujemo Velenje, je Slovenj Gradec v neprijetnem položaju. Tako da se bomo morali otresti tudi miselnosti, da bi imeli cesto, vendar ne po mojem, imeli bi kanalizacijo, vendar ne po mojem, imeli bi elektriko, vendar ne po mojem. In to je mogoče še največji problem te zgodbe. Ne, da politika ne bi hotela, ne, da ne bi bilo volje ali česa drugega, ampak včasih se moramo tudi vprašati, kaj smo pripravljeni žrtvovati za določen infrastrukturni projekt. In na to bi rad opozoril. To me ne odvezuje krivde ali pa morebitne vnaprejšnje krivde ali pa da bi se opravičeval. Ne, nisem prišel s tem namenom, sem prišel samo potrkati na vaša srca in na vaše zavedanje, da je včasih tudi služnost, ki jo daste gradbincu oziroma izvajalcu, investitorju, da lahko začne graditi, veliko vredna, pa tudi, če gre včasih po mojem. In želim vam, drage Korošice in Korošci in vsem nam, da bi se ta cesta resnično zgradila in da bi bili ne samo Korošice in Korošci, temveč Slovenke in Slovenci gospodarji na svojem. Hvala lepa. Spoštovani predsednik vlade, dovolite, da se vam zahvalimo za obisk, za vašo simbolično podporo in razumevanje te nujnosti izgradnje tretje razvojne osi z grafiko Korošca Cirila Horjaka, ki se je tudi izmislil ta slogan Hočemo cesto. Pravijo, da slika pove več kot 1000 besed, oziroma tudi ta grafika, torej 2 možgana, ki odhajata s trebuhom za kruhom, beg možganov, pa želimo, da bi vas spodbudila, ko boste se spomnili na te aktivnosti za tretjo razvojno os, torej, da bomo res čim prej dobili to prvo lopato in hvala vam za obisk. Hvala lepa. Sicer se bo marsikdo se ne bo strinjal s tem, da če pride politik v hišo, da je to prihod možganov, ampak vseeno, hvala lepa, iskrena hvala. Zdaj to isto grafiko bi želel podariti tudi našemu koroškemu rojaku, našemu ministru za finance, gospodu Bertonclu. Kar nekajkrat smo se srečevali v zadnjem obdobju, vesel sem, da smo prišli na skupni imenovalec in da je v bistvu ministrstvo res postorilo to, kar se tiče poroštva, kar ste nam zatrjevali.
In zdaj seveda upamo še, spoštovana kolega poslanca, da bo torej tista zadnja zelena luč za poroštvo v decembru in tudi vam bi želeli dati eno to grafiko, da bi vas spodbujala k temu, torej, da bi takšne projekte čim prej spravili pod streho in hvala vam za obisk. Vse včasih pa ni slabo, če eden takšen gre v Ljubljano, pa nekaj za Koroško naredi, ne? Hvala lepa. Ja, veliko simbolike je v naši iniciativi. Zdaj medije smo brali, Družba za avtoceste je v prvi fazi zaključila, torej izbrala, bi rekel, tiste primerne izvajalce, ki bi v Gabrkah lahko pričeli z gradnjo, seveda pritožba je še vedno mogoča. Upajmo, da ne bo teh težav, sledi še druga faza in tako naprej, ampak smo pa blizu, In tukaj bi želel spoštovanemu predsedniku uprave Darsa, dr. Tomažu Vidicu, s katerim se srečujemo že več kot 5 let, podariti simbolično darilo, to je zidarska kela, torej prva lopata. Hvala za to pohvalo, v bistvu tako jo jemljamo na Darsu, torej malo je majhna, ampak bo uporabna za slovesnost ob pričetku gradnje. Torej, hitra cesta na Koroško zagotovo bo. Na Darsu bomo naredili vse, kar je v naši moči, naši pristojnosti, ni pa seveda vse v naši pristojnosti, da bo zgrajena čim prej. In to sem tudi vam že večkrat povedal, da naš cilj je, da to zgradimo čim prej, resnično. Hvala. Hvala lepa. Nehajmo se preganjati okoli tras in začnimo delati, so bile znamenite besede premierja Marjana Šarca, ki so na Koroškem še kako našle pravo mesto in tudi pot do nas. Namreč to, da smo siti obljub in čakanja, je povsem odveč ponavljati. Zato raje širimo dobro pozitivo in predvsem poklanjamo ljubezen. Nekaj ljubezni širimo tudi s pomočjo Korošice, katere glas seže tudi dlje kot od Koroške in do centra. In njena verzija skladbe Eve Sršen, Ljubi, ljubi, Dunja. Dobro večer. Ljubi, ljubi vse ljudi, ljubi, ljubi vse ljudi, ljubi, ljubi, ljubi ljudi. Rekel je poet, da bo fant, ki je prepeval le o dobrih ljudeh, lepih rečeh. Bil ljubezni je glasnik, nosil srečo je ljudem in zanje živel, zanje je pel. Ljubi, 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 ljubi vse ljudi, slej ko prej boš ljubljen tudi ti. Ljubi, ljubi, ljubi klej, kako gori naše koroško srce. Ljubi, ljubi, ljubi ogenj plameni, slej ko prej zajel bo vse ljudi. Ljubi, ljubi, ljubi klej, kako je lep zdaj ta naš svet. Rekel je vojak, da bo nekdo, ki njegovih pesmi ni razumel, ni hotel. On pa bil je le poet, zdaj ga ni, vendar njegova pesem živi. Zdaj zaploskajo vsi, ljubi, 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 ljubi vse ljudi. Slej ko prej boš ljubljen, tako tudi ti. Ljubi, 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 glej, kako gori naše koroško srce. Ljubi, ljubi, ljubi ogenj plameni, slej ko prej zajel bo vse ljudi. Ljubi, 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 glej, kako je lep zdaj ta naš svet. Ljubi, ljubi vse ljudi, ljubi, ljubi vse ljudi, ljubi, ljubi, ljubi ljudi.
lepa. V času, ko vse prevečkrat nemoč in apatija prevzameta oblast, je biti neomajan v svojih ciljih vrednota. Glas manifesta Hočemo cesto terja participacijo in zaupanje, ki je ravno do političnih institucij običajno najšibkejše. Z namenom spodbujanja kolektivne zavesti in dviga angažiranosti za Koroško, za nas pa je čas za podelitev nazivov ambasadorji Hočemo cesto. Prosim, da se mi pridružita gospod Aljaž Vrhovnik in gospod Andrej Grobelnik. Če smo pripravljeni. Podelitev nazivov ambasador Hočemo cesto pričenjamo pri gospodu Marku Mandiču. Spoštovanemu Marku Mandiču podarjamo ta naziv za promocijsko podporo mladinski inicijativi za 3. razvojno os, ki je pripomogla k širši prepoznavnosti nujnosti izgradnje hitre ceste na Koroško. Dovolite še opravičilo, prvak drame, gospod Mandič, se je opravičil, ta čas ima namreč neodložljive obveznosti v ljubljanski drami in mu bomo torej to priznanje oziroma nagrado uročili naknadno. Nadaljujemo z naslednjim nazivom, tokrat z ambasadorko Hočemo cesto, ki v tem trenutku to postaja gospa Maja Nabernik. Tudi gospa Nabernik je zaradi bolezni žal odsotna in ji bo priznanje vročeno naknadno, a dovolite še obrazložitev za medijsko pozornost in naklonjenost projektu 3. razvojne osi, ki je pripomogla k širši prepoznavnosti nujnosti izgradnje hitre ceste na Koroško. In še za ambasadorja Hočemo cesto je bil spoznan tudi gospod Božidar A. Kolerič. Za nesebično ponujeno skladbo Zemlja Koroška, ki je postala himna mladinske iniciative za 3. razvojno os in je tako pripomogla k promocijski podpori gradnje hitre ceste na Koroško. Iskrene čestitke. Hvala lepa, hvala tudi podeljevalcema. Naj zgolj kot zanimivost dodam, da so značke, ki jih prejmejo ambasadorji, personificirani unikati, na zadnji strani imajo vgravirano ime in priimek prejemnice oziroma prejemnika. Še imamo železa v ognju, a kujemo ga po kratkem glasbenem predahu. A še imam sploh pravico, bo vprašanje, na katerega bomo skušali iskati odgovor tudi v pesmi Milana Kamnika. Naj dodam, da ravno jutri, 29. novembra, v Kompleksu predstavlja svojo novo zgoščenko. Letos pa ima več kot dovolj razloga za slavje. Ob letošnji 45-letnici delovanja je namreč že pripravil velik dogodek na Koroškem. Čestitamo še enkrat tudi ob izidu zgoščenke, a še imam sploh pravico. Hkrati pa čestitke namenjamo tudi prizorišču, kjer ostaneš večno mlad, Koroškemu mladinskemu kulturnemu centru Kompleks za njihovih 15 let delovanja. Zdaj pa prosim Milana Kamnika za A še imam sploh pravico. So zakoni za to, da se kršijo, ker potem čisto nove hitro naredijo. A je zakon dveh duš res tako svet, ko pa redke poroke so danes še za zgled. Virus še preden program gre na trg. Laptop na sekret, strup pa v strp. Let, ki sta na steni,
telefonski teror, da kupim še danes, kar bo jutri zastonj. A še imam sploh pravico odločati o sebi, če posod so za mano ospredino meni. Kaj bom otrokom nadeval dote, če skozi mi menjajo denar za vrednote. Če bilo bi mogoče, bi spremenil to kreke, da tekla bi tja čez Trojane do Meke, kjer se vedno začne z gostijo teličko, konča pa veselo v štacunah dobičkov. Včasih sem verjel, da sem le meter od sončne strani do obljubljene Švice. Zdaj več ne verjamem, ko nič več ni za zgled, moj žep je pa luknja, ki je zašivat ne gre. A še imam sploh pravico odločati o sebi, če posod so za mano ospredino meni. Kaj bom otrokom nadeval dote, če skozi mi menjajo denar za vrednote. A še imam sploh pravico, 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 a še imam sploh pravico. Hvala lepa. Hvala lepa Milanu Kamniku, ki je tako kot mladinska iniciativa vedno pripravljen na akcijo. O pravici pa je žal tako, da jo občutimo šele, ko je ni. Nadaljujemo pa s podelitvijo naziva Ambasador Hočemo cesto, ker smo si, kot smo slišali tudi v govoru koordinatorja, pred višjim ciljem vsi enaki, ne glede na ime, funkcijo in poslanstvo, ki ga opravljamo kot enaki med tistimi, ki so s prizadevanji za cesto na Koroško presegli okvir svojega dela. Prvič v zgodovini ta naziv prejmejo politiki. Vsi imajo enako obrazložitev, zato dovolite, da najprej preberem slednjo. Za vsesplošno angažiranost pri zagotavljanju pogojev za pričetek gradnje tretje razvojne osi na Koroško. Ambasador Hočemo cesto postaja gospod Jože Lenart. Velika spodbuda za naprej. Moram samo 3 zadeve razložiti. Ko sem jaz prvič prišel k fantom predsednika Marjana Šarca, so me seveda premerili višina, teža, koliko prekrškov sem naredil in take zadeve, ne? Ampak prišla sta 2 vprašanja. Prvo vprašanje pa je bilo, če poznam tale 2 fanta. Ne? In sem rekel, seveda jih poznam. Ne? Pravi, če si sej toliko dober, ko sta ta 2 vztrajni, ampak malo manj divji, potem si naš. In to je bilo zmenjeno. Ne? Drugo vprašanje pa je bilo, če res rabimo cesto. In seveda jaz sem razložil, da sem že leta 1979 v Beli krajini, ko smo kopali nek vodovod, smo si z Tonijem Gašperšičem dali roke, da to povezavo bomo enkrat napravili. Ne? In takrat so ti fante rekli, potem je pa to 3. projekt za Slovenijo, infrastrukturni, razvojni in gremo s tem naprej. Hvala lepa.
Kot rečeno, za vsesplošno angažiranost pri zagotavljanju pogojev za pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroškem ambasador Hočemo cesto postaja tudi gospod Jani Prednik. Spoštovani predsednik vlade, minister za finance, državna sekretarka, predsednik uprave Darsa, župani, županje, koordinator, član mladinske iniciative. Jaz sem vedno direkten, to vejo vsi, ki obiskujejo parlament, in jaz lahko rečem, da ko me je Aljaž poklical in rekel, da bom tudi jaz med temi prijemniki, sem bil najprej zadovoljen, potem sem bil pa presenečen pa ravno iz tega razloga, kot ga je omenil Aljaž. Če je nekdo, bom rekel, potreben graje, ga je treba pograjati. Če je pa nekdo vreden pohvale, je pa to potrebno pohvaliti. In v bistvu smo tako Jože, jaz kot tudi Nina, še pod vtisom današnjega glasovanja glede poroštvenega zakona, in jaz lahko rečem, da poroštveni zakon je skupek vsega in sodelovanja nas vseh, tako vlade, izvršilne veje oblasti, županov, gospodarstva, kot tudi parlamenta. In jaz upam, da bo ta poroštveni zakon tudi v 3. obravnavi po domači šel skozi, kajti na Koroškem imamo za postoriče marsikaj drugega, ne samo to cesto, seveda pa upam, da se ta cesta začne čim prej graditi. Hvala. In še eno ambasadorko dobimo z letošnjim letom v mladinsko inicijativo oziroma ji bomo uročili ta naziv. Za, kot rečeno, vsesplošno angažiranost in preseganje okvirov svojega delovanja prejme naziv ambasadorka Hočemo cesto, gospa Nina Mauchler. Če sta si Jože in Jani dovolila par besed, si bom tudi jaz, enako kot Jani, smela mešane občutke, ko me je Aljaž poklical in me je obvestil o tem dejstvu. Ne zdi se mi, da bi bilo potrebno nas posebej nagrajevati, jaz jemljem to kot svoje delo. Ko so fantje prvič prišli na Ministrstvo za infrastrukturo, sem jaz Aljažu rekla, sam brez panike, vse bomo naredili, če časovnica se je treba držati zlepa ali pa zgrda, milom ali silom. In do zdaj smo, mislim, da zaupanje upravičili. Tudi za naprej, dosti še za narediti, sam brez panike, vse bo. Hvala. Hvala podeljevalcema in iskrene čestitke vsem novim ambasadorjem Hočemo cesto. Korošcem nam je ta cesta tako izjemno pomembna, da nimamo samo ene, ampak kar nekaj pesmi na to temo. In celo legenda pravi, da enkrat ta cesta bo. Sledi Dunja in njena avtorska pesem Kralj Matjaž zrihti cesto. Še prej pa zahvala naši moderatorki Jani Širnik. Hvala lepa za moderiranje današnjega dogodka. To je bil naš kralj Aljaž. Kralj Matjaž pod peco spi in se ne zbudi. Si hitre ceste on želi, a je ne dobi. Ko se brada bo 9-krat okrog mize mu ovila, ga njegova Alenčica bo prebudila. Ker pa ceste ni on fej, se bo razkuro in v Ljubljano jo hitro bo odkuro.
Kralj Matjaž, zrihti ti nam cesto, da Korošci tudi lahko prišli bomo v mesto. Povemo, da lahko ljubljanskemu okolju, da Koroška ni nekje daleč v vesolju. Kralj Matjaž, zrihti ti nam cesto, da Korošci tudi lahko prišli bomo v mesto. Povemo, da lahko ljubljanskemu okolju, da Koroška ni nekje daleč v vesolju, da Koroška ni nekje daleč v vesolju. Hvala lepa. Tako, še en del pravljičnega zaključka. Legenda o kralju Matjažu pravi, da je bil zelo dober kralj. Dal je kovati zlatnike in med njegovim vladanjem so na Koroškem bili res zlati časi. In ker so mu bili po domače ostali favš, so združili svoje vojske in takrat se ga je usmilila gora Peca in ga skrila v svojo votlino. In legenda pravi, da se bo, ko se mu brada 7-krat ovil okoli mize, prebudil, s svojimi voščaki prišel ven, premagal in zatrl vse sovražnike, pregnal krivico sveta in spet zavladal Slovencem. In takrat bodo na Koroškem spet zlati časi. In legenda pravi, da bo Koroška imela hitro cesto. Pa se bo kralj Matjaž zbudil ali ne. Naj vas povabimo še na pogostitev v Grajsko kavarno in prosimo, da se udeležite skupinskega fotografiranja vsi spoštovani prejemniki naziva Ambasador hočemo cesto in spoštovani predsednik vlade gospod Šarec. In spomnimo samo, da zamrznjen protest ne pomeni ohlajenih strasti iz Koroške, ki so vas pripeljali tudi do nas. Srečno in previdno na vseh poteh.